Ko se s tirno vzpenjačo peljemo na Ljubljanski grad, nam pogled na tistem delu griča, kjer je bila nekdaj prazna razpadajoča stavba, ukrade ponosna lesena lepotica, zgrajena nedavno. V njej so urejene pisarne in servisni prostori za vzpenjačo, v zgornjem nadstropju pa se je prostor našel še za 2 studija. Da imata edinstven razgled na mesto, verjetno ni treba posebej omenjati. Potrudili pa so se tudi pri njunem opremljanju. Smo na terasi 2 apartmajev, ki ju zaznamuje les. Imata pa tudi vsak svoje historično ime, Eleonora in Friderik. In to ne po naključju. In zdaj poglejmo, kako se ta moško-ženska energija pokaže tudi v njunem interjerju. Janja, kakšna je zgodovina objekta tukaj na Grajskem griču? Kaj je bilo prej tukaj? Ja, tule je bil nekoč kamnolom. Ja, in zato je tudi na tem mestu iz tega kamnolona nastala nekakšna polica, na katerem zdaj stoji ta stavba. Zanimivo pri tem je, da so ta material gradbeni iz kamnoloma uporabljali celo za gradnjo Ljubljanskega gradu, ki ga je dal v 15. stoletju postaviti cesar Friderik III. Habsburški. In ker mu je pri tem zelo izdatno svojo doto pomagala njegova prelepa žena Helena Eleonora Portugalska, se na tem mestu sedanjost in preteklost srečata in od tod tudi ta zgodba z moško in žensko energijo v telih apartmajih in navsezadnje tudi z imenoma Friderik in Eleonora, kakor smo poimenovali tele 2 apartmaja. Sicer pa je bil tu nek star zapuščen objekt v lasti Mestne občine Ljubljana, ki je bil vrsto let neuporaben, tudi delno porušen in arhitekturna in gradbena stroka sta ocenili na podlagi tele analize, da je takšen objekt najbolj smotrno podreti in sta se potem odločili, da na tem mestu naredimo nov, sodoben, trajnosten, dvoetažni objekt. 21. stoletje je prineslo tudi čisto neke nove potrebe in želje. Kakšne so bile te? Predvsem so bile potrebe po pisarniških prostorih, katerih Friderik ni načrtoval ob svoji gradnji v 15. stoletju in seveda z širitvijo vseh turističnih aktivnosti, dejavnosti, kulturno-umetniškim programom na Ljubljanskem gradu smo potem morali poiskati tudi nove prostore za zaposlene in izkazalo se je, da ta bližina v bistvu gradu in pa tudi neposreden dostop z vzpenjačo omogočajo zaposlenim tako hiter odziv na delovno mesto. Predvsem pa moramo tudi poudariti pomembnost dostopa intervencijske poti do tirne vzpenjače ob morebitnih remontih, zaustavitvah. Torej ta pot je bila tudi ključna pri načrtovanju tega objekta. Majda, vi ste bili izbrani za projekt prenove in revitalizacije celotnega grajskega kompleksa, ki vključuje tudi tole stavbo na Stolbi. Katere vse omejitve ste imeli, a ste tukaj kot arhitektka sploh lahko imeli proste roke? Ja, pri nobenem projektu nimaš proste roke. To je pravzaprav vedno so določene omejitve in tukaj je bilo kar nekaj. Omejitev je bila pa v tem, da je bila ta parcela majhna in da je hiša, ki smo jo morali porušiti, zahtevala tudi svoje omejitve, samo 10% povečanje kapacitete. To je bila ena omejitev, druga omejitev je bila sploh to, da je to trajnostna gradnja, skoraj nič energijska, tretja pa ta lepa lokacija in še finance so bile tudi omejitev. Točno določena sredstva so bila, zato ker jih nismo smeli preseči. In to je bilo, tega smo se skozi zavedali, zato je ta objekt skromen, kompakten in skromen. Trajnostna vizija Ljubljane in zavoda Ljubljanski grad, ki je tudi imetnik okoljskega znaka Zeleni ključ in je vključen v zeleno shemo slovenskega turizma, je narekovala izdelavo tehnološko sodobnega, nizkoenergijskega dvoetažnega objekta. Pri sami gradnji so upoštevali tudi vse zahteve, ki jih določa uredba o zelenem javnem naročanju. Tam med drugim nalaga, da mora gradnja stavb vključevati 30% delež lesa, prav tako pa je obvezno naročanje stavbnega pohištva, kot so okna in vrata, z 80% lesa. Prva ideja za les je bila potem, ko smo dobili nalogo trajnostne gradnje in nizkoenergijske, ker les je izrazito dober toplotni izolator. Potem ima še druge dobre lastnosti, da je lepljen les zelo negorljiv, slabo gorljiv, požarno varen, samo po površini gori, jedro pa nikoli, ima dolgo požarno dobo. Potresna varnost je zelo dobra za les, ker je lahek
in zelo primeren za manjše objekte. Katere vrste lesa ste uporabili notri in zunaj na fasadi? Vse je smrekov les, navaden smrekov les prve kategorije, ki je pravzaprav namočen v zaščito, ki bo počasi potemnela na zraku. Kako ste sicer še reševali to željo, da imamo čim bolj skoraj nič energijsko gradnjo, torej trajnost in energijska učinkovitost? Ja, temu smo posvetili precej pozornosti in smo res to dosegli. Prvič je les, potem toplotna črpalka z rekuperacijo, kjer se vrača 85% energije, dobra izolacija vseh zidov in strehe, ozelenjena streha in stekla. Fasadna stekla so zelo zanimiva in ta stekla so izredno izolacijska, dober koeficient izolacije imajo, in tudi ne potrebujejo nobenih žaluzij. To je bil en večji strošek v tej skromni hiši, ker smo želeli res izkoristiti vse možnosti materialne za to, da bi bilo čim manj potrošne energije. Ker je 377 kvadratnih metrov velik objekt namenjen različnim dejavnostim, so morali poskrbeti za ločeno požarno in zvočno izolacijo med posameznimi programi, pri čemer so uporabili številne inovativne detajle pri prebojih z loputami in tesnjenju vseh inštalacij. Omejena parcela sredi strmega grajskega griča pa je vplivala na njegovo dvodelno obliko. Betonski del je vkopan v hrib, medtem ko leseni stoji na obstoječi polici. V bistvu je cel program tega objekta razdeljen v tri sklope. To se pravi nastanitveni, ta apartmajski, primaren v pritličju pisarniški in v tem vkopanem objektu servisi z delavnico za vzpenjačo, sanitarijami, vse na sobo, temi pomožnimi prostori. V bistvu ta izpostavljen objekt, ki je dilatiran od vkopanega, je pa oblikovan v obliki kvadra, ki ga presega malo trapecno tale zgornji del, ker je to sama funkcija malo narekovala to obliko in obenem smo še malo arhitekturno oblikovali ta objekt na ta način. Kako sta pa zasnovana tale dva čudovita apartmaja? Ja, to je tudi zelo enostavna, funkcionalna rešitev z diskretnim oblikovanjem, prijetnim. Ta les, ki ga je velik na stropu, na tleh, smo hoteli malo poživiti z eno barvo in zato sta dodani dve barvi, vsakmu apartmaju ena. Tale je pistacija, tako imenovana, pastelno-zelena. V drugem apartmaju je opečna karamel. Apartmaja, namenjena gostujočim umetnikom, kulturnikom in tudi turistom, merita vsak 53 kvadratnih metrov in imata po 12 kvadratnih metrov terase. Glede na njuno kvadraturo sta kopalnici zelo razkošni. Zdi se mi pa, da je prava zvezda takelega apartmaja ta velika terasa. Predvsem je bil pa koncept ta, da pravzaprav na tej majhni polici v sredi gozda temnega, hladnega severne strani naredimo prijetne delovne prostore, tople, z tem lepim pogledom na mesto. In glede na orientacijo je mesto vedno lepo osvetljeno, ne? Ja, zato so to delovna mesta, svetla, prijetni apartmani, tako da je to lepa lokacija. Ja. Kaj bi pa rekli na koncu, kako se počutite v svojih delovnih prostorih, ki so zdaj oblečeni v les? Je odlično. Les, svetli prostori, veliko dnevne svetlobe, majhni prostori, ločeni, izolacijsko zelo dobro funkcionirajo kot posamezne enote, tako da zaposleni z veseljem prihajamo tukaj na delovno mesto, pa še lahek dostop do samega objekta, ali peš, ali s tirno vzpenjačo, pa potem peš navzdol in hkrati smo obdani z naravo. Res zdrava služba, ne? Ja. Samo še kolo manjka.